Portal 100. Intervju. Dobrodošli v Portal 100 intervjuju. To je prva sezona in 6. epizoda. Naj vam vsem skupaj še preko tega kanala zaželim eno srečno, zdravo in polno pozitivne energije leto 2024. In tokrat pa je čas, da končan v svoj intervju povabim eno žensko. Ker do zdaj sem imel same moške, 5 jih je bilo, no zdaj pa so mi že tudi drugi rekli, da je prišel čas, da povabimo tudi kakšno osebo nežnejšega spola. In sem razmišljal, kateri bi rekel, če bi bila za intervju. In sem naletel kar na gospo Angelico Likovič. Jaz mislim, da je to super izbira, ker ona je direktna, pove vse tako, kakor mora biti. A je res, gospa Angelica, tako? Jaz mislim, da je res, ker jaz mislim, da je najbolj pametno, da nič ovinkarimo, ampak povemo tisto, kar mislimo. Dajte mi povedati za začetek, glede na to, ne bomo povedala, koliko imate let, ampak pri teh letih, kako se pa vi kaj spopadate s tehnologijo? A uporabljate kaj pametne telefone, računalnike pa take stvari? Pa čisto tako firbec matra. Ja, seveda, računalnik uporabljam vsak dan, telefone tudi, tako da na internetu kar veliko delam, tako da to mislim, da danes more vsakdo, ne glede na leta. Super, se pravi, ste prišli v korak s časom, spremljate ta trend, bom tako rekel, se prilagajate situaciji. Ja, kolikor se da, se prilagajamo situaciji, čeprav ta tehnika gre zelo hitro naprej, a ne, včasih težko dohajaš, ampak gremo nekako vzporedno z njo. Ko sem iskal informacije, sem dobil kar nekaj stvari, se pravi, bili ste državna sekretarka, to je bilo že leta 2000, tako že 23 let nazaj nekje, ne? V Jukovi vladi, ja. Tako, bila ste učiteljica. Učila sem Janeza Janšo. No, to me zdaj zanima, v bistvu ste me pa prehteli, no. A je bil priden? Jaz sem kot prvo službo dobila v Žalni, blizu Grosuplja, in takrat Janša je živel na Lobčku gor, ne, in je hodil k meni v prvi razred. V prvem razredu sem ga učila. Moram povedati, da je bil tak drobcan, suhcan, vedno je prišel takrat so bili zelo revni pri njih, očeta ni bilo, ga ni bilo v Sloveniji, je bil v tujini, mama je pa živela s 3 otroki in Janez je hodil v enih gumastih škorenčkah, suh, drobcan, ampak lase pa mu skravžljene take, da sploh nisem mogel glavo iz roko iti v njegove lase. Bil je izredno priden, miren, tak, neka krasen otrok. Super, no, to sem vas jaz tudi hotel vprašati, pa ste me pač prehteli, kakor sem že prej rekel. Drugač pa ste tudi bila, ko sem že prej začel naštevati, komentatorka v raznih oddajah. Spomnimo se lahko Kmetije, Big Brotherja, pa celo Gostilna išče šefa. Tudi tam vas je nekako javnost, se mi zdi, še najbolj spoznala, ne? Čeprav, bili ste že tudi prej najbrž poznani, ne? Ampak še prej sem bila v Piramidi. Aha, tudi? V Piramidi, tam smo tekmovali, tam je bilo tekmovanje, tam sem prišla čisto do vrha, potem sem bila v oddaji Hribar tudi in na teh, kar ste vi omenili, ja. Povsod, ja, moram reči, da povabili so me, jaz sem se kar rada odzvala, bilo pa izredno zanimivo je bilo, moram povedati, povsod je bilo zelo zanimivo. Pa vi me ne rabite vikati. Dobro, bom pa rekla ti. Tako, evo. Kandidirali ste celo tudi za predsednico države leta 2017. Ja, takrat sem kandidirala za predsednico države in je kandidiral tudi Pahor, ki je bil pa izvoljen, kandidirala je tudi, en kup jih je bilo, ki so kandidirali, in takrat sem jaz vse tiste, ki so kandidirali, povabila k nam
na potico v dnevno sobo, pa na čaj in so vsi prišli, ki so kandidirali in potem je bil izvoljen Pahor, kar sem bila zelo vesela, ker Pahor mislim, da je bil krasen predsednik. A vam je bilo takrat kaj žal, oziroma ker pač niste dosegli željenega rezultata, ker najbrž ste se z namenom prijavili? Ne, jaz sem vedela, da ne bom dosegla. Sem vedela, da ne bom dosegla, ampak greš v šova, ne, tako da je zanimivo, ne. Jaz sem vedela, da ne bom dosegla takrat, ampak šla sem v to in mislim, da je bil kar ta prav potem izbran. No, to sem zdaj nekako vse skupaj naštel. Zdaj pa, če greva majčkeno bolj po vrst, bi me pa zanimalo, kako je takrat prišlo sploh do te ideje, da bi vi tako postala ena komentatorca, ko ste dejansko bili v teh šovih v žiriji noter in ste ocenjevali. Jaz moram reči, da sem bil takrat star, po mojem 10 let, pa to za mlade glih ni bilo, da bi tisto Kmetijo gledali, pa Big Brother ni bilo glih primerno, ampak po mojem smo glih mladi to največ gledali, ne? Kako vi gledate na te stvari zdaj, iz te perspektive, ko je že to toliko časa nazaj? Jaz mislim, da je bilo kar pametno, da sem bila jaz takrat komentatorka, ker sem bila le ena ženska z pravimi vrednotami. Ker sem tam tudi te vrednote, ker recimo Artur je bil kar naprej pijan, ker so mu tam nosili, za en grm so nosili mu Primorci šnopc, ne, tako da je bil skozi pijan, potem ga je biksala tista njegova partnerca, da je bilo grozno. Skratka, mislim, da je bilo pametno, da sem bila jaz tam komentatorka, ker sem le malo, bom rekla, merila, pa majhen usmerjala v tisto smer, ker so neke vrednote, ne, ker to je bil sam kaos, tam so ga biksali in srali, obupno ne je bilo, ampak nekdo je pa bil tak, ki je mu neke vrednote, ki je potem tu komentiral, kaj je dobro in kaj ni dobro, ker jaz sem tam zelo kregala, dvakrat gor na tisto štalo hodila in ga tam biksala in tako naprej in pila in ne vem kaj vse, tako da je bilo kar pametno, da sem bila tam komentatorka. A se vam zdi, da so bili premalo pridni, da bi mogli več pokazati tudi koncev javnosti? Ja, seveda, to veste, kako je. To so ljudje, se vidite, Artur še zdaj ga biksa tam po Primorskem, revež, vse ga bom še zdaj enkrat obiskat, sem rekla, da ga bom še enkrat obiskat. Tako da zdaj meni, da ne bom več tiste punce, da je zdaj za eno drugo, pa tudi ta je meni, da je že nagnal. Tako da tam ta oddaja Kmetija ni bila ta prava, bom rekla, vse še zmeraj, ampak tam bi moglo biti kakšne bolj pametne vrednote. Pa še spremljate kaj te oddaje v teh časih, ali ste zdaj s tem čist nehali? To pa ne spremljam, zdaj pa nič več. Čist nič več? Kaj pa recimo tole, bila ste učiteljica, bila ste tudi ravnateljica, kako se vam zdi, da so bili otroci v tistih časih, ko ste vi še delali? Mnogo bolj pridni. Veste, kaj pogrešam? Zelo pogrešam, da v šoli ni več ocenjevanja vedenja. Včasih je bilo ocenjevanje vedenja in gorje, da bi kakšen otrok imel manj primerno vedenje. So starši prišli prej, da smo se zmenili, kako mora otrok pospraviti, da se bo lepo obnašal. Jaz sem bila 18 let ravnateljica na Majdi Vrhovnik in v 18 letih ni niti en otrok imel manj primerno vedenje. To vedenje je zelo pogrešen, ker danes so otroci obupni. Se vidite, v Ljubljani pride z noži v šolo, otroci, in se tam nad ravnatelje zgražajo, ker imajo starše sodnike, si otroci vse privoščijo, tako da jaz mislim, da danes biti učitelj v osnovni šoli ali ravnatelj ni lahko. Otroci imajo preveč pravic, premalo dolžnosti, starši, pa te mladi starši, imajo pa ta permisivno vzgojo, ki pa otrokom vse dovolijo, saj potem jim je žal, ko otroci zrastejo, ker se nad starše maščujejo. Otrokom je treba pravi čas postaviti meje. To lahko, da tukaj lahko, naprej pa ne. Da ti naši starši pa tega ne znajo postaviti. Če bi vi še danes učili, bi delali na tak način, kakor ste včasih, ali bi se pač prilagodili tem sistemu, kakor še ne? A se sploh vidite, naprimer, še
v takem sistemu, da bi prav vi učili, če bi imeli to možnost, ali pa če bi še mogli. No, tako Ja, rekoč. zdaj sem glizala povabljena na Majdo vrhovnike najzve, tam, ko sem 18 let ravnateljica, me vsako leto povabijo za novo leto, da pridem tja, me zelo rad sprejmejo. In imam razgovor potem sam z učitelji in pravijo, kako so bili lepi časi, ko ste bila vi ravnateljica, ko so bila jasna pravila, meje, zdaj so pa otroci razuzdani, imajo preveč pravic, premalo dolžnosti in učitelji kar težko shajajo. A bi prepovedali pametne telefone v šolah? Ja, se to pa mislim, da na Majdu vrhovnik so že prepovedali. Mislim, otroci lahko pridejo zjutraj s telefoni in jih morajo oddati, v eni sobi jih oddajo in jih ne smejo imeti pri pouku, potem, ko grejo domov, ko je pouka konc, pa lahko dobijo telefone nazaj, da starše pokličejo. To je zelo pametno. Se pravi, zdaj bi isto tako rekel, če bi še učili, ali pa v tem sistemu ne bi bistvo več. Jaz bi kar še učila, zelo rada bi še učila. Še bi rada učila te naše otroke, zelo rada sem učila, zelo rada sem bila ravnateljica. Jaz sem veliko hospitirala, ker sem ravnateljica, sem šla vedno med učitelje hospitirati, da sem videla, kako učitelji učijo in tako naprej. Ampak kaj so leta, ne moreš več nazaj, leta gredo naprej, ampak jaz mislim pa, da biti učitelj, to je zelo lep poklic. Če imaš otroke rad, je to najlepši poklic. Ja, to marsikdo pravi in najbrž bi se s tem kar strinjali, ne. Potem pa me zanima tole še, ko sva prej se pogovarjala gliho o tem, če bi bila vi predsednica države, pa recimo, da bi takrat zmagali na volitvah, kaj bi bila tista glavna stvar, ko bi jo vi zagovarjali, pa kaj bi vi, na primer, spremenili, kar se danes dogaja tukaj pri nas v Sloveniji, saj vemo, kakšna je situacija. Ampak kaj je tista stvar, ki bi jo vi spremenili kot predsednica Slovenije? Jaz bi poudarjala predvsem delo, ker brez dela ni jela, da imamo pravilno odnos do dela, pravilno odnos do življenja, da ne delamo splave, da podpiramo zdravo življenje in predvsem na zdravo družino. Kajti družina, ki je popolna, tista, ki ima očeta, mamo in otroke, to so popolne družine. Tam ima otrok krasno zavetje. Mama je tista, ki je mehka, srčno dobra, oče je pa tisti, ki pa postavi meje. In to je krasna družina. Samo danes žal je vse preveč ločenih staršev, preveč samskih žena z otroki in imajo te, ki živijo same z otroki, velike težave, potem pa še možje oziroma očetje šuntajo otroke proti in tako naprej. Tako da bogi so ti otroci, ki starši živijo narazen. Kako pa gledate na te stvari? Danes so že razne te LGBT skupnosti, pa take zadeve. Kakšen komentar imate glede tega? Je tega preveč? Zelo žalostno je to. To je zelo, zelo žalostno. To je skregano z vsako zdravo pametjo. Od nekdaj so bila pri nas dva spola, moški in ženska. Vedno je bilo tako. Danes imaš pa pravi čez 99 spolov, 100 spolov. Ne vem, kakšni spoli so to, ne. Skratka, ta LGBT dela zelo veliko sramoto in to bi bilo treba resnično, zdaj pa v šole rinejo. A veste, da so naredili priročnik in zdaj rinejo v šole s tem LGBT-jem, da tu Janković zelo podpira, da bi imeli roza zastave na šolo, so se ravnatelji seč uprli, ne. Bila pa je roza zastava na gradu je bila, pa sem jaz takrat telefonirala, da se je pol dol dal. Skratka, tukaj moram reči, da upam, da bodo, če bo tu hotela kaj šolo prodrt, da bodo sveti staršev tisti, ki bodo rekli, tega pa ne. Ker vsaka šola ima svet staršev, starši so pa tisti, ki so najbolj odgovorni za svoje otroke. In bodo rekli, tukaj pa ne, tukaj se pa vrata zapre. Čeprav pa bodo prodirali šole. Moram pa reči, da sem pa zelo vesela, da je pa Primc, pa pater Strehovc, sta pa zdaj pripravila priročnik za učitelje in za starše, kako se ubraniti tem LGBT-jevcem, če bodo prodrli v šolo. Tako da bodo zdaj ravnatelji in učitelji dobili ta nov priročnik, ki so točno navodila, kako se ubraniti tem LGBT-jevcem. Ko ste omenili gospoda Primca, vi ste tudi aktivni v njegovi stranki. Ja, Glas za otroke in družina, ja. Tukaj sem aktivna. Kaj počnete v bistvu tukaj?
V glavnem organiziramo pohod za življenje. Zdaj ga bomo organizirali v Ljubljani oktobra, potem ga bomo organizirali v Kopru, v Mariboru, na 3 krajih zdaj organiziramo pohod za življenje. To se bo verjetno pol širilo tudi naprej v Koper, v Novo mesto in tako naprej. Skratka, tu vse noter je ogromno mladih, to smo zelo veseli, mlada sekcija, ki podpira družino, ki se zavzema za otroke. Večino so tudi verni ti ljudje, tako da imajo vrednote. Je velika skupina, jaz pa moram v najvožjem odboru, tako da tukaj se sestankujemo, zdaj delamo po Zoomu, se živo srečujemo in planiramo delo, kako podpirati mlade družine, da bi imele več otrok in da bi družine imele očeta in mater. Se pravi, imate te pohode za življenje 3-krat letno ponovadi. Greste to po različnih koncih, ali samo določite mesto, recimo gremo tam, pa tam je to stalna pot, ali se to sprot odločate? Se sprot odločamo, v Ljubljani imamo različne trase, ne vem, kje bo zdaj v jesen, zdaj v Mariboru je bilo zelo lepo, je bilo ogromno naroda, zdaj bo še v Kopru, potem pa mislimo počasi širše v druge večje mesta. Zanimanje pa pravite, da je... Zelo, zelo veliko. Veste, imamo še, jaz sem tako rekla, imamo še ogromno poštenih, delovnih Slovenk in Slovencev s pravimi vrednotami. Samo te so tiho in mirni. Tista peščica pokvarjencev z LGBT-jevce pa vriskajo, pa pijejo in so potem bolj slišni in vidni. Medtem ko, moram povedati, oni so v manjšini. Večina Slovenk in Slovencev je pa krasnih. Kakšen se vam zdi sistem v Sloveniji, ko gledava na službe, zaposlitve? Se vam zdi, da se prav Slovenci smo delovni narod, po vašem mnenju? Slovenci smo zelo pridni, pošteni in delovni, ampak kadrovska politika zdaj je katastrofalna. Zdaj, kjer ni Golobov, ne dobi službe. Danes se po strankarski liniji Golob podpira vsem delovna mesta, vsem službe, ali so usposobljeni, ali niso usposobljeni, ali imajo izobrazbo, ali nimajo, samo da zasedejo delovna mesta, ki so dobro plačana. Z Golobovo politiko se ne strinjam, nikakor ne. No, to me je zdaj zanimalo. Se pravi, z njegovo politiko se ne strinjate, pri meni lahko poveste vse direkt, tako kot vidite stanje. Kako pa se vam zdi, vi spremljate politiko, predvidevam, da spremljate redno, kaj se dogaja pri nas. Kako komentirate tole zadnjo leto, odkar je prišel Golob na oblast? Katastrofa, vse je šlo navzdol. Vse je šlo navzdol, kar je Golob, je šlo vse navzdol. Od tega, da je on obljubljal, kako bomo krasno živeli, kaj vse bomo imeli in tako naprej, od obljub ni nič, on je samo besede, dejanja so druga. Dejanja ni pa nič, sicer pa Golob, veste, jaz mislim, da on nima dosti besede, da ga rihtejo strici iz ozadja, zelo pa na njega vpliva tudi ta njegova partnerka, čeprav ima on ženo, ki zdaj nista ločena, pa ima 2 otroka, aj 3 otroke, 2 dvojčka, pa še 3 otroke ima tam na Primorskem in ženo, ba je, da se zdaj čujeta, ampak ta nova partnerca je pa itak malo čudna in vpliva na njega, on je pa kar na papiga, pa vse v Boga, kar ona reče. A mislite, da bo vlada zdržala do konca ali bomo šli prej na volitve? Jaz se želim, da bomo šli prej na volitve, samo se pa bojim, da bodo zdržali do konca, zato ker se jim gre za plače. Da bodo to časa zdržali, ker imajo čudovite plače, se veste, to se jim gre za plače, da bodo kar zdržali do konca, čeprav jaz bi si želela, da bi šli prej na volitve. In da pride nazaj Janša, veste. No, se to me zanima, kako ocenjujete delo Janševe vlade? On je bil, dajte me popraviti, od leta 20 pa do 22, kako ocenjujete, a sem prav rekel, saj ne vem točno, ampak kako ocenjujete njegovo delo glede na to, da je prevzel vodenje po Šarčevem odstopu, pa še COVID je prišel, a mislite, da je bila Janševa vlada uspešna pri obvladovanju razmer in vsem? V težki situaciji, takrat je bil COVID, ampak mislim, Janša je zelo, zelo dobro reagiral. Veste, kako je Janša, meni ne bodo govorili, on je strateg.
On je resnično človek, ki dolgoročno gleda in pozna svet. On je v svetu zelo, zelo poznan. Kam pa lahko ta naš golobček gre? Golobček ne more nikamor, ker ga v svetu nič ne poznajo. Janša pa kamorkoli gre, ga vsi poznajo, cel svet ga pozna in ga cel svet spoštuje, Janšata. Samo da doma ga te levičarji kritizirajo, levičarji pa po njemu pluvajo. Jaz mislim, da bi bile predčasne volitve in jaz upam, da bo slovenski narod toliko pameten, da ne bo Goloba nikoli več zvolil, da bo zvolil Janšata. Ko ste bili vi državna sekretarka na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport leta 2000, to je bilo mislim, da od julija pa do decembra. Kaj je bilo pa takrat vaše delo, kaj ste v bistvu takrat počeli? Jaz sem bila državna sekretarka za vrtce in osnovne šole. Moram pa povedati, da imela sem krasno službo, ampak jaz sem dobila tam ljudi, ki so bili že odprej, v glavnem vsi zelo, zelo nedelovni. Navajeni so bili hoditi v službo ob 11 dopoldan. Ker sem jaz prišla, sem rekla, ob 7 je služba. Ja, pa ne moramo ostati tako zgodaj. In tako naprej. Skratka, jaz sem tam naredila red. Moram povedati, da smo zelo veliko delali in takrat smo hoteli tudi naprej, vse je bilo pripravljeno, da bomo uvedli ocenjevanje vedenja. Nazaj v šole, samo jaz sem tukaj časa in smo mogli iti. Tako da... Kaj? Moram povedati, da sem pa uspela, da v glasbenih šolah so bile prepovedane cerkvene orgle. Prej ni orgle, lahko so igrali violino, kitaro, ampak orgle v glasbenih šolah ne. Zato, ker orgle so cerkven inštrument in ker so imeli komunajzere na oblasti skozi, niso pustili orgel. In takrat sem jaz uspela, da imajo glasbene šole zdaj lahko tudi orgle. Se pravi, če gledate za nazaj... delali smo na tem, da bomo verouku šole uvedli. Verouku šole, da bomo uvedli. In moram povedati, da sem jaz že z vsemi poslanci dogovorjena, ker so podpirali, ker veste kako je, mi smo, ne da je bil obvezen verouk v šoli, ampak da imajo otroci interesne dejavnosti, da je verouk kot izbiren predmet. Eni bi šli k šahu, eni bi šli k odbojki, eni bi šli pa k verouku, da bi otroci lahko izbirali. In ta verouk bi potem bil priznan, da ne bo treba v cerkev hoditi. In jaz sem imela to vse dogovorjeno in so poslanci me podpirali, vendar potem je vlada padla, naša vlada je padla in od tega ni prišlo. Zato ste v bistvu že decembra s to funkcijo prenehali, kar je v bistvu vlada takrat prenehala. Ja. No, kaj te zgodovine, jaz ne vem. Ja. Drugač pa, če greva še majčkeno ven iz politike, imate moža, sta v bistvu že oba dva svojo delovno dobo dala čez, ne? S čim se pa zdaj, kaj vidva ukvarjata? Takole, kako preživljata čas. Verjetno imate dosti dela, ne? Bi dobro rekla, tako kot pravijo vsi upokojenci, da imajo še največ dela, če si v penziji. Mi imamo kar veliko dela. V glavnem na Bečmarh imamo vikend nad Polico gor, tako da imamo gor sem imel časih zelo veliko njivo, to smo zdaj opustili. Kle v Grosupu imamo hišo, imamo tudi velik vrt, pa ga bomo tudi zdaj opustili, ne bomo več sadili krompirja, pa te zadeve. Kak je zasadil. Na morju imamo pa spet hišo, tam imamo pa hišo, pa imamo pa na morju še ena parcela, ker imamo pa oljke, tako da dela imamo dovolj, kamorkoli prideva. Vedno je treba urejati okolico, ali kositi, ali ne vem kaj se, ali belt, ali karkoli. Skratka, dobro je, da imam tazga moža, da ima voljo, pa da vse zna, da vse sam naredi. Če bi ste obrtnike klicala za vsako stvar, ne vem kaj bi bilo, tako pa vse moj mož samo pravi. Se pravi, si dosti pomagata med sabo, sta složna pri vseh stvarih, bom tako rekel. Jaz mislim, da pa sva, ker zdaj sem rekla, včeraj sem rekla, povej, kdaj smo se pa mi dva nazadnje kaj skregala. Mi dva se resnično, če sva čist pošten, nikdar nisva še skregala. No to je lepo slišati, ne? Mi dva nisva 55 let sva poročena. In v 55 letih nisva bila en dan tiho, da mula kuhala. En dan ne. Mi dva si poveva,
jaz povem njemu, kar mu gre, on pove meni, se dava roke, se objavimo, gremo naprej. Pa je počiščeno vse. Povejte mi, počas se bliža za vas tudi okrogla obletnica. Imate kakšne namene, boste kaj feštali ali bo čist? To je pa taka velika obletnica, da je me kar sram. Zakaj? Sploh ne bomo povedali, koliko ne bomo povedali. Ne bomo povedali, ne bomo nič rekli, koliko, ampak... Bomo pa imeli na Muljavi, tisti gostilni pri Boščaku, sem imela za 10 let nazaj tam srečanje, zdaj bom imela pa zopet, kamor bom povabila moje najožje prijatelje, seveda hčera s partnerjem, sina in ženo, vnuke in še moje najožje prijatelje na kosilo. Pa verjetno tudi grosupeljskega župnika Goloba. Aha, Goloba, Martina, ja. On je tudi v redu. Ja, zelo v redu. Se vam zdi? Mislim, meni osebno je super, jaz sem ga spoznal in lahko ga sam pohvalim, nobene graje nimam za njega, res ne. Pa kakšno potico mu spečem. Zdaj sem nesla gibanico pevcem, nedeljo po maši sem nesla gibanico jim, zadnjič sem spekla potico, ki je moje na obiske, tiste mlade mu sem nesla potico, zdaj bom spet pela kakšno potico, tako da golobček je zelo v redu. Pravijo, da res pečete najboljšo potico, kakšne potice pa pol vse pečete? Različne, orehovo, makovo, lešnikovo, pol je kakšna ržičevo, pol je kakšna, kakršnekoli, še tiste ne vem kakšne. Koliko na let vam jih pa rata naredi, glede na to, da nimate veliko časa, da skozi nekaj delate? Sam za križov pot 7. Ko imamo križov pot, pred veliko nočjo jih spečem 7. 7? Ja, na Bečevah lani je bilo 100 ljudi. Pa kakšno peč imate pol to? 2 štedilnika, dva pečeta istočasno. Na križov pot pridite, pred veliko nočjo imamo iz Police na Bečevah, to je 2 kilometra peš, gremo, hodimo, Primci ima ozvočenje, pojemo, molimo, pol gor na vrh, ko pridemo, imamo mašo ponavadi, pride župnik, imamo mašo, potem pa pride sin, imamo kapelo gor, Luške matere Božje, smo je mi naredili, takrat, ki je moj mož infarkt doživel. Pred leti sem jaz se obljubila na Brezniče, se bo pozdravil, da bomo naredili kapelo Luške matere Božje in gor je zdaj kamnita kapela in gor pa sin pride, pa on peče, jaz potice napečem in imamo družabno srečanje kar dolg popoldan. Ste vabljeni? No, evo, izkoriste, da priliko, da povabite še druge, ne? Tako. Jaz se spomnim še pokojnega Hribarja, ko je imel oddajo Radio Gaga. In takrat je Artač vas oponašal, vi ste pa noter tisto potico prinesli. A je bilo to zrežiran, res je bilo dobro narejen, ali je bilo res spontano vse, čisto? Ne, čist nič niso vedeli, čisto spontano je bilo, vse bi jih maj kap zadela, Hribar se je gor kaj potlihvalil. Nič ni bilo spontano, nič. Jaz sem prišla s potico gor in so tam, ena ženska rekla, Vavli, bomo mi odnesli. Ne, jaz sem rekel, če sem jaz prinesla, bom jaz nesla noter Hribarjo, ne. In potem je spustila not in Hribar, ki me je zagledal, pa vnes je bilo grozno, ampak je bil zelo, zelo vesel. Hribar je bil krasen človek, jaz moram povedati, da ga je škoda, mlad je umrl, škoda ga je. Povejte mi, vi ste zagovornica tradicionalnih vrednot. Tako. Kaj so za vas tradicionalne vrednote? Veste, kaj bom rekla? 10 božjih zapovedi. Če jih poznate, če bi ljudje živeli po 10 božjih zapovedih, so vse vrednote noter. Od spoštuj očeta in mater, da boš dolgo živel, da boš pošteno živel, da boš ljubil sebe in otroke in tako naprej, družino. 10 božjih zapovedi se preberite, jaz imam spode obešene na hodniku in če potem živite, ste najboljši človek na tem svetu. Pa tudi smrti se ni treba bati pol, ker bo vse urejeno. Jaz ne vem, če vas smem to vprašati, ampak predhodna gosta sem to vprašal. Kako vprašate? A lahko? Ja. Kje se vidite čez 10 let? Ja. Jaz moram reči, rada bi bila čez 10 let točno tukaj sedela, ko zdaj sedim, če se bo dalo.
če se bo dalo, ampak bomo videli, vse pa zavisi od Božjega plana. Če me bo Bog prej hotel poklicati s sebi, me bo pač prej poklical. Je super. Kaj naj rečem, sva bila kar izčrpna, pa res ste povedali veliko zanimivih stvari, se mi zdi. Kaj bi še za konec mogoče povedali vsem, ko bodo tole poslušali? Imate kakšno sporočilo za kogarkoli takole? V glavnem moram reči, da ste zelo simpatičen prijatelj, Hvala. da sem vesela, da sem vas spoznala. In Miha, obdržala bova prijateljstvo, se bova še srečevala, ko ste prišli v mene na morje, a ne? Bom. Se bomo zmenili. Drugače bom pa jaz rekla, dragi moji Slovenci in Slovenke, imejte se radi, spoštujte se, imejte radi svoje može in može svoje žene, živite pošteno, delajte in imejte radi svoje otroke. Mladi pa imejte več otrok. Kaj pa vnuki? Moji, Kaj? Vnuki, kaj rekel? tvoji vnuki? Kaj moji vnuki? Tvoji vnuki, kaj dela? ja. Jaz imam pa 3 vnuke, samo premalo. Okej. No, in od sina imam 2 vnuka, hčera, ki je v Novi Zelandiji, zdaj je prišla sem za 14 dni, je magistra gradbeništva in bo šla nazaj v Novo Zelandijo, ima krasno službo, ampak mi obljublja, da bo prišla enkrat domov, ker ona je planirana, da bo kle pri nama živela. Pri nama, a obljublja, da bo prišla. Potem imam vnuka, Tineta, ki igra orgle, cerkvene orgle. On je naredil magisterij iz cerkvenih orgel, zdaj je pa naredil še magisterij iz kemije, tako da igra vsako nedeljo v Grasupni cerkvi orgle pri Golobu, vsako nedeljo. Ta ima punco iz Brezovce, ki je tudi glasbenica, ta se bo drug let, je rekel, poročil. Letos. Zdaj smo že 24. Ja, letos jesen. No, potem imam pa od sina še vnuka, od hčerke še vnuka, ta je pa mizar, ima pa dela pa pri Pečečniku. Ne za pečečnik. Za Pečečnika dela, ja, tiste stole, pa ne vem kaj vse. Ima pa tudi punco, ki je vzgojiteljica, ki je v Žalni, v vrtcu, tako da tudi predvidevam, da bo enkrat po rokah malo. Ljubitelj oldtimerja. Ja, No, pa super, ljubitelj. super. No, naj še povem, da tole v ozadju, ko slišite, je od gospe Angelice mož, ne, tako da, evo, Malo se flira. oba dva se dopolnjujeta, ne, to, kar smo se prej pogovarjali, da sta si pri vseh stvarih složna in da si znata pomagati, evo, tako da, jaz moram reči, da sem nad vama zelo pozitivno presenečen, da sta res, če pravite, da sta 55 let poročena in da se ne kregata, da se razumeta, ne, ko bi bilo več takih, bom tako Ona rekel. je ljubiteljica oldtimerja. A ja? Ja. Ona ima Mercedes oldtimerja. A to nič ne vem jaz o tem, evo, to... Ja. V garaži. A je v garaži? Mercedes, najbolj komunistični avto v Sloveniji, od kitajske ambasade. Protokolarni avto je bil. Mercedes. Ja, Tako. tvoj. To je že kar, koliko je to let pa? 30. 30 let je Več kot star. 30 let je star. Ja. No, to je kar, to je že res oldtimer pa, ne, Ja, nad 30 je, ne, Je oldtimer. registriran za oldtimerja. Ja. Ja, super, gospa Angelica, kaj naj rečem, najlepša hvala, da ste se odzvali moji prošnji oziroma povabilu, da sem vas lahko takole en intervju naredil. In seveda jaz upam, da se res še srečava, no. Jaz tudi upam, jaz bom rekla, hvala lepa, da ste prišel, zelo simpatičen fant ste. Jaz pa vam želim, da si čim prej dobite eno redu punco, tako, da se poročite tudi vi Ja. in da imate kakšnega lepega majhnega otročka. Jasno? Ok, zmenim. Pa še tako se zmeniva, da na mojo poroko potico prinesete. Bom 2 ali pa 3, če bo treba. Ok, tudi 4, ne? Dobro, bom, kakor boste rekel. Dobro. Zmenim, pa Ja. sva že prej rekla, da vi mene ne rabite vikati. No, dobro, pa ko se boš poročil, mi povej en teden prej, da jaz napečem potice. V redu? Zmenim, ok, Dobro. vse zmenim. Dobro. Vsem poslušalcem želim, da se imate lepo še naprej in seveda, če vas karkoli zanima, spletna stran portal 100.si, imamo pa tudi Facebook, Instagram, pa našo Discord skupnost, kjer se nam lahko pridružite.
Lep pozdrav sem skupaj in naslišanje do naslednjič. Srečno.